V bistvu začnemo že kmalu po koncu prejšnje konference, začnemo s pripravami naslednje. Tako da ta prva stvar, prvi korak je, da zberemo ves feedback, to se pravi vse izbrane ankete in na podlagi tega začnemo planirati naslednjo konferenco. Potem nekje v jeseni se pa začne dejansko priprava, že aktivna priprava, tako z vsebinske plati, kot po drugi strani z organizacijske. Potem nekje do začetka leta, to se pravi v začetku leta, imamo že izbrane te glavne tematike, ki jih bomo na konferenci pokrili, pa tudi tuje predavatelje, ki bi nekako letos vidimo, da nam pašejo v kontekst, ki ga hočemo pokriti. Letos smo se veliko bolj osredotočili na to, tudi na domače predavatelje, in zaradi tega smo tudi skupaj z njimi postavili program. Tako smo aktivno vključili naše imenovane MVP-je, to so naši vrhunski tehnični strokovnjaki, ki niso zaposleni na Microsoftu, zaradi tega, da smo res našli, kaj pa res tisto, kar bo zanimivo, kar bo letos, kar je treba povedati, in potem smo skupaj z njimi dejansko potem sestavili vsebino in urnik te konference. Predvsem probamo vključiti recimo tako naše stranke kot naše partnerje, da nam pomagajo sooblikovati konferenco. Tako da sprejmemo predloge, recimo letos smo zbrali čez 400 predlogov, kaj bi se vse dalo na eni konferenci povedati, in potem smo skupaj nekako to združili v program. Tako da je kar zanimivo oziroma kar zelo zabavno, da se dejansko vključi vse noter, kar je res pomembnega, oziroma da se dejansko nekako da se sestavi skupaj urnik, ki bo pokril vse tematike, kot smo se na začetku zastavili, po drugi strani pa tudi, da bo dejansko vključena celotna skupnost, to se pravi celoten ekosistem v Sloveniji. Če pridemo iz 400 predavanj na 160, je kar zalogaj v bistvu, da se res dejansko dobro pokrijejo vse tematike. Predavanja so razdeljena po težavnostnih stopnjah, pokrivajo, kot ste omenili, več profilov uporabnikov. Z komu v bistvu so namenjena, koga vse pokrivajo? Tukaj imamo, na eni strani imamo tako poslovne vsebine, ki so namenjene bolj uporabi tehnologij, se pravi, to recimo primeri iz prakse, tudi mehke veščine, na drugi strani imamo pa globoko tehnična predavanja. S tem pokrijemo v bistvu celoten spekter, ker treba je poznati tehnologijo na tej strani, ampak po drugi strani pa, če ni vpeljave v prakso, če ni neke dodane poslovne vrednosti te tehnologije, tudi nekako nima sama tehnologija po sebi smisla. Tako da poskušamo res ta celoten spekter pokriti. Je pa res, da smo se osredotočili, ker je za tehnično znanje še vseeno potrebno res en širok, je treba kar veliko enih stvari usvojiti. Zaradi tega recimo za tehnološke strokovnjake konferenca poteka 4 dni, medtem ko poslovne vsebine probamo skrčiti na malo manj, da so res skoncentrirane nekje v dva, mogoče tudi 3 dneve, da so za njih tudi vsebine. Kaj bi morda še izpostavili kot novosti letošnje te konference? Jaz bi predvsem to, meni se je zdelo najbolj pomembno to, da smo aktivno vključili res te naše strokovnjake, da so nam pomagali. Kot do sedaj smo več ali manj pripravljali sami, zdaj smo šli še bolj na trg vprašati, povejte nam, vi najbolj znate, povejte nam, kaj je tisto, kaj moramo povedati v ponedeljek, kaj moramo povedati še v drugih dnevih konference. To je bilo po moje letos največja novost, pa še več, pa tudi ljudje so se počasno navadili na te celodnevne seminarje. V začetku je bilo ker so res intenzivni, to pomeni 4x po uro in pol predavanj. To je za en dan kar veliko, ampak nekako letos smo ugotovili, da so res dobro sprejeti.